Pod ukrepi smo dali tudi okrepite želodec, sočasno ne uživajte beljakovin in ogljikovih hidratov. Kako bi to izgledalo, beljakovin in ogljikovih hidratov? Se pravi, kaj, krompir pa meso? Tako. V bistvu, če tisti, ki uživajo živila živalskega izvora, jih morajo uživati zlasti z zelenjavo, ki ne vsebuje veliko škroba. Brokoli, cvetače, brstični ohrovt, zele, solate in take stvari. Hkrati pa tudi, če imamo že težave z želodcem, če prešibakta prebavni ogenj, premajhna želodčna kislina, kar lahko spet pele v te težave z osteoporozo, ker se ne absorbira, ne izkoristi dovolj tistih mineralov iz hrane. Optimiziramo tudi rastlinsko prehrano. Recimo, če jemo stročnice, ki so zelo bogate z beljakovinami, spet jih užijemo zelenjavo, ki ne vsebuje veliko škroba. Ali pa če užijemo kakšne semena, oreške na podoben način in potem se bo boljše to prebavljalo. Je treba videti, če je šibka tudi encimska moč, če tudi bakterijska flora ni najbolj urejena, če so kakšne težave z Helicobacter pylorijem ali nekaj takega, ampak pri želodcu gre za to, da večina ljudi danes in zaradi stresa in zaradi napačne prehrane ima znižano produkcijo želodčne kisline, posebej, ko se staramo, je to normalen proces in zaradi tega nastajajo težave pri pomanjkanju mineralov. Na jedilnik torej več prosene kaše, neoluščen sezam, ki ima noro veliko kalcija. V bistvu takole, jaz bi rekla, zelena listnata zelenjava. Ohrovt je en med najbogatejšimi živili bogati s kalcijem. Se pravi, zeleno, pa potem različne stročnice, semena, oreški, sezam, kot si rekla. Tudi, recimo, alge so izjemno dober vir tudi kalcija, proso in tako naprej. Tako da pač tudi različne začimbe se lahko več uporabljajo. Kurkuma, ingver, origano, rman, koprive, pač tega je žafran, je tudi zelo dober, tako da pač je treba izboljšati svoje prehranjevalne navade in jih fokusirati na to, kar je pomembno. V osnovi pa je torej korak, da se razkisamo. Tako je. Torej mineralne kapljice bodo tukaj fantastično delovale. Absolutno. Ja, definitivno, jaz jih vsem priporočam.